V današnji oddaji na Primorskem valu bomo skozi aktualen projekt, ki teče na Idrijskem in Cerkljanskem, predstavili izkušnje in prednosti ekološkega kmetovanja na hribovitih območjih. Cilj projekta Proeko, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa razvoja podeželja 2014-2020, je spodbuditi obstoječe ekološke pridelovalce in predelovalce na območju obeh občin, da povečajo proizvodnjo ekološke hrane, na trgu ponudijo nove izdelke ter ustrezno predstavijo ekološko kmetovanje. Na Cerkljanskem je v ekološko kmetovanje trenutno vključenih 37 kmetij z več kot 400 hektarji kmetijskih površin. V občini Idrija pa deluje 53 ekoloških kmetij na skupno 1000 hektarjih kmetijskih površin. Več o prednostih in izzivih ekološkega kmetovanja na hribovitih območjih pa v pogovoru z Bogdanom Črvom z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Slovenije v Novi Gorici, ki ima tudi sam dolgoletne izkušnje z ekološkim kmetovanjem. Prispevek sem pripravila Metka Rupnik. Kako torej postati ekološki kmet, glede na to, da kmetovalci velikokrat že, sploh na teh manjših kmetijah, kmetujejo ekološko, čeprav še niso uradno v sklopu ekološkega kmetovanja? Ja, to je res, in to je pravzaprav tudi naša prednost, v teh hribih, teh pogojih, to vključevanje v ekološko kontrolo, ker na ta način lahko pridobimo nekaj več dodane vrednosti in potrošnikom ponudimo nekaj bolj kvalitetne hrane. Kar se tiče, na kakšen način se vključiti v ekološko kmetovanje, je to pravzaprav na kratko povedano z prijavo v kontrolo. Ker ta način kmetovanja, ker ga že pravzaprav večina kmetij izvaja, moramo samo še dokazati, in dokažemo pa lahko samo z certifikatom. Če pa hočemo priti do certifikata, pa moramo imeti kmetijo prijavljeno v kontrolo, tako da se ugotovi, da je res v skladu z pravilnikom za ekološko kmetovanje vse izvedeno. In po preteku tega preusmeritvenega obdobja, recimo na travnikih pa njivah to traja 2 leti, pa že pridobimo lahko certifikat in že tržimo tudi proizvode kot ekološke proizvode, pa pridelke iz kmetij. Sam pravilnik za ekološko kmetovanje zahteva tudi določene specifičnosti, ki pa niso take, da ne bi se jih dalo izvesti. Recimo kmetije morajo imeti tekališča, recimo tiste, ker redijo živino, domače živali. Živali morajo biti tudi po zimi zunaj, pa na paši, če je le mogoče, pa določene zahteve so. Tudi kar se tiče prostora za bivanje, to se več ali manj da realizirati in pa izvajati. Kmetije se morajo prijaviti v ekološko kontrolo, lahko jim pa pri tem pri usmeritvah tudi mi pomagamo, tako svetovalna služba, in pogledamo kmetijo, recimo malo preračunamo, malo pogledamo hleve, da vidimo, a so osnovni pogoji ali pa je mogoče kaj povezano s kakšnimi večjimi investicijami, če bi se hotel preusmerjati. Marsikdaj recimo so tudi prav take banalne zadeve, ki mogoče malo odvračajo kmetovalce od te odločitve, da bi se preusmeril v ekološko kmetovanje, recimo vodenje evidenc, pa vsa ta administracija, ki potegne za sabo. Samo ne da se na drugačen način kontrolirati, ker da je vse lepo napisano, zavedeno. Ljudje raje se ukvarjajo s pridelavo, so raje z živalmi na polju, tako dalje, kakor pa da v pisarni prekladajo papirja, kar rečejo včasih. Samo ne gre brez evidenc. Se pravi, da dejansko proizvajalcev ekološkim kmetom svojih pridelkov, izdelkov ne bi bilo in ni potrebno prodajati pod ceno. Kar se tiče cene, seveda nekateri, vse sorte na trgu. Jaz mislim, da ekološki proizvodi zaslužijo višjo ceno, to je pa odvisno od tudi promocije, osveščenosti in več faktorjev vpliva na tole. Ekološka pridelava je dražja, ne gre drugače, ker tu so omejitve pri uporabi raznih sredstev, več je fizičnega dela, dražje je v glavnem in te proizvode ne smemo si dovoliti, da bi jih šinkavali, pod narekovaj rečeno. So dražji in so boljši. Gospod Črv, tudi vi z vašo družino ste že dolga leta vključeni v ekološko pridelavo na področju govedoreje, kot tudi poljedelstva. Kakšne so vaše čisto osebne izkušnje z ekološkim kmetovanjem in kaj lahko sami kot ekološki kmetovalec poveste, rečete tistim, ki zdaj razmišljajo, da bi se vključili v ekološko kmetovanje? Prav na kratko bi rekel, da so izkušnje pravzaprav pozitivne. Nič slabega se v tem obdobju dolgem ni zgodilo. Seveda, več je fizičnega dela s tem ekološkim načinom pridelave,
Nekaj stroškov več je, krma je dražja, tista kupljena krma, se pravi krmila, žita ali pa tudi kontrolo je treba plačati. Samo z pravilnim pristopom na trgu moram pohvaliti ženo, ker preko tržnice pač trži te proizvode, predvsem z njivskih površin, se da tudi pokriti te stroške in tudi nekako preživeti. Nekaj pri tem prispevajo še subvencije, včasih so bile sicer malo više subvencije, zdaj so malo nižje, ampak kljub temu, ta denar je z neba, bi rekel pa domače rečeno, je tako rekoč neobdavčen in zelo pomaga pri teh odločitvah, tudi recimo za tiste bodoče ekološke kmete, ki se šele odločajo za ta način pridelave. Trg se povečuje, vedno več nas je, tako da jaz upam, da se bo še kdo odločil tudi za to ekološko kmetovanje in da se izpolnjevati tudi vse ostale pogoje, kar se tiče recimo načina reje živali. Na njivah sicer herbicidi niso dovoljeni, semena morajo biti ekološka ali pa moramo imeti dovoljenje za nakup konvencionalnih semen, določena pravila veljajo. Tisto je treba pač izvajati, tako kot pravilnik veleva. Nekaj več je ročnega dela z pleveli, Samo pri večjih recimo nizkih površinah se da tudi z kmetijsko mehanizacijo že pomagati, z sežiganjem plevelov recimo ali pa z kopalniki, raznimi česali, tako da se da tudi mehansko te plevele uničevati. V glavnem tudi za ekološko kmetovanje so mehanizmi in pripomočki in obstaja tehnologija, s katero se da obvladati pridelavo. Tudi jaz seveda apeliramo na to, da bi se čim več kmetij vključilo. Več, ko nas bo ekoloških kmetov, lažje se bomo tudi nekako organizirali, večjo ponudbo bomo imeli na trgu, lažje bomo tudi oskrbovali recimo te javne zavode, ki sem jih prej omenjal, in lepše bo zadeva tekla, tudi v ekonomskem smislu. To je pač proces, ki bo pač še cajt trajal, gre pa sigurno v pozitivno smer in jaz ne vidim tu bojazni, da ne bi imeli v bodoče tudi več ekoloških kmetij in da bi stvar še bolje funkcionirala.